V kakšnem stanju, verjetno zelo dobrem, ste prevzeli to organizacijo, to območno združenje? S katerega konca se je bilo pravzaprav treba lotiti stvari? Oh, najprej najprej se je bilo treba odločiti, prijaviti na razpis, ki je bil, razpisan, ne. To je čisto tako neobvezno. Ena želja me je gnala skozi, da sem zmožen, sposoben nekaj več. Delo, ki sem ga opravljal z veseljem, to je bilo delo z ljudmi. Mislim, da nekje mi je moje poslanstvo delo z ljudmi. To me nekako srečuje. Ko sem se za to odločil, nisem pričakoval to, kar sem zdaj dobil, ne. Organizacijo sem dobil v zelo dobri kondiciji, zelo dobro postavljena načela, standarde, tako da to lahko rečem, je dobrodošlo, kar je v velik prid, je pa velika odgovornost, ki se je zdaj vse bolj zavedam, ampak nekje je treba začeti, stopiti v čevlje, spoznavati stvari, ki jih prej v sami organizaciji nisem poznal. Sem bil kot prostovoljec, kot krvodajalec, ampak, sam način dela, obseg dela, kaj vse zajema ena takšna organizacija, si pa niti v sanjah nisem predstavljal. Tako za lažjo orientacijo, da si ustvari naš gledalec eno predstavo, za kakšno organizacijo gre, s koliko ljudmi imate opravka? Opravka, Uživalci vaših storitev, bomo rekli, ne? ja, preko 400 imamo, prošenj, bom rekel, odjemalcev oziroma naših strank, če jih lahko tako poimenujem, ki jim nudimo pomoč v hrani. Te številke se spreminjajo, ker določeni, ko pridejo na zeleno vejo, če lahko temu tako rečemo, ne, nas obvestijo in tista pomoč se potem dodeli drugim, ki pa prošnje vsako leto, vsak mesec prihajajo nove. Vsaka pomoč se dodeli na podlagi prošnje, ki se odda pri nas, zraven se priloži odločba centra, trije bančni izpiski, da se tudi vidi likvidnost oziroma prihodki, da ne bi kdo poneveril oziroma po krivem zahteval pomoč, ne, ker vemo, kaj vse smo ljudje sposobni. In ta številka se spreminja, ne, nudi se pa potem pomoč v hrani, pomoč v oblačilih, tudi pohištvo, s tem, da za pohištvo ga ne doniramo, ga ne shranjujemo pri nas, ker ni prostora, ampak imamo seznam darovalcev in potem prosilcev in potem povežemo, da se dogovorijo med seboj, da tudi na tej strani pomagamo. Glede na te številke, ki ste jih omenili, v kakšnem stanju bi rekli, je naša lokalna skupnost? To je verjetno tudi odraz nekega dogajanja v širšem prostoru. Kakšna je S socialna slika našega okolja? Čisto tako zdaj iz mojih oči, ne, Tako. materialno lahko rečem, da smo še kar glede v primerjavo, ko greš po drugih mestih, da smo še kar nekje na tistem nivoju nad gladino, bom temu rekel, ne. Ni čutiti, res tistega hujšega pomanjkanja, ampak lahko da se motim, lahko da so take osebe skrite, ne, saj to je največji problem nas, naših dobrodelnih organizacij, prepoznati ljudi v stiski, ki jo res potrebujejo, ker tisti, ki je res najbolj potreben pomoči, Ne pride, ne ne. pride, ne pride, se skrije in take ljudi je treba s pomočjo res naših prostovoljcev na teren, ljudmi iz okolja, ne, se pravi vseh nas, ki živimo v tem mestu, ne, prepoznati, najaviti, da se zadeva preveri in da se takim ljudem pride naproti. Mislim, da to je tisti cilj, naših organizacij, da prepoznamo tudi tiste, ki ne pridejo sami po pomoč, ne. Zdaj v našem prostoru se je precej razširila neka manira, da tisti, ki niso najbolj potrebni, ko smo že ravno pri teh, kdo je sploh upravičen do takih pomoči, veliko je takih ljudi, ki bi vsaj na prvo žogo rekli, da tega ne potrebujejo. In tudi zdaj država pravzaprav je začela malo bolj restriktivno, sicer samo pri eni, skupini zaenkrat,
posega tisti, ki so kršitelji, ki, delajo kakršnakoli kazniva dejanja opravijo, se jim potem tudi trga te socialne prispevke. Kako to vidite vi, Eh, recimo? Čisto moje osebno mnenje je, zakon mora veljati za vse. Se pravi, vsi smo enaki. Je res, da smo odvisni od prihodka, ampak tudi če si socialno ogrožen, če narediš prekršek, moraš za njega odgovarjati. Ja, saj to je ustava, in pravice in dolžnosti, ne, ki veljajo za vse, ne. Se pravi, v tej meri jaz Ni nimam popuščanja, ne? ni popuščanja, ne. Vsekakor pa je treba ljudem, ki ne zmorejo, pomagati in jih tudi poskusiti usmeriti, svetovati, na kakšen način, da se postavijo nazaj na noge, da živijo življenje. In to je tisti namen organizacij, da pomagamo premostiti socialno trenutno stisko, ne, in pa usmerjati pa pomagati stopiti iz tega kriznega obdobja, ne, na V eno pot, v normalno normalno življenje, ne? življenje, ne. Zdaj, v začetku sva ugotovila, prevzeli ste organizacijo z zelo razvejano mrežo, ampak vendarle zelo urejen sistem. Gotovo pa je kaj takega, kar vas, kliče, kar boste poskušali še dodati k temu. Vsekakor to iskati, te ljudi, ki so Res v ki so stiski, res ne? v stiski potrebni, ne. To mislim, da je cilj, vsakega. To je res največji problem, tako da tukaj se obračam na vse, ljudi, poslušalce oziroma gledalce tega prispevka tudi. Ja, če prepoznajo, da naznanijo, ne, da se pristopi, ne, da se take ljudi najde, da se pomaga. To. Pol je še cilj, tudi, ki ga imam, malo, prepoznavnost samega Rdečega križa je zelo na visokem nivoju, ampak tudi še mogoče malo, medijskih objav in seznanjanja na tem področju. Tega je bilo, ampak, Nikoli ni mogoče preveč, ne? nikoli ni preveč, ne. Mogoče v medijih nismo toliko poznani, v teh družabnih medijih, da v tej smeri delamo tudi to, prepoznavnost pa mogoče kake povezave, da ljudje že, ko iščejo prek, bom rekel, spletnih strani interneta določene informacije, da jih že lahko tam dobijo, da ne rabijo hoditi od vrat do vrat, na koga se obrniti, ne, da že te smernice nekako po tej poti ponuditi, ne. Še kakšno sporočilo lokalnemu okolju? Bodite dobri drug z drugim, srečo delite, ker sreča, če se deli, se množi.